Zdaj pa ti nekaj razložila, ne? Tudi tvoj stari šarmerski pogled na te mlade šmrkle, kakšni šamar ti mu stisnila. Mamita. Ej, ura je 6:21 zjutraj, ptički čivkajo. Jaz moram od doma, nič nenavadnega, ampak moram od doma s tem avtom. Amarok, ki ga tudi testiram v teh dnevih, je prost temu avtu jebena uspavanka. Tako da, kaj enkrat zalaufaš ta avto, je najboljš, da se čim prej sam odpeleš. Nič čakat, pritisnem ta gumb, pa sam pejt. Pa pri sosedno je novega dojenčka, ziher so ful veseli, da se z McLarenom nakol vozim. Veš kaj, bom najprej povedal, kaj se bo danes v vlogu dogaja. Za začetek se bom z McLarenom odpeljal nekam, kjer ob 6:30 zjutraj ne bom nikogar motil. Na pol bom o tem avtu nekaj povedal, zatem se odpeljem v Ljubljano, gremo na Primorsko, kjer se bomo peljali s ta novo Corollo. Pa bomo pa še videli, moram pa tudi nekaj drugega povedati. Zadnji teden je bil zame tak pinč mi teden, veš, ki se vprašaš, stari, je to možno. Take fore, zjutraj sem se usedel v McLarena, sem se odpeljal v Goodtimer, sem na drug konc Maribora, kjer so mi predali Porscheja, ta prvega turbota 930, pa sem še isti dan prevzel najbolj hudega Amaroka, ki ga sploh lahko kupaš. Za vikend sem malo šaltil med McLarenom pa Amarokom in v avtomobilskem smislu. Je bil kar dober vikend. Zdaj pa tako, v tem videu se bom bolj posvetil kabini pa občutku uporabniški izkušnji. A veš, atmosferski video je tist, kjer se posvetim motorju, voznim lastnostim pa tistemu X-faktorju, ki ga ima ta avto kar dost. Danes pa povem tiste stvari, ki jih v tistem videu nisem. Za začetek, avto je impresiven na vse načine, pa ne samo v pozitivno smer, tudi v negativno. No in tukaj v kokpitu kar ne vem, kje bi začel. Tukaj je enih detajlov, tukaj je enih različnih zgodb. Nekaj je pa ziher. Bolj prestižne kabine, ki pride do McLarenov, ne boš najdel. In to je na en način zelo razumljivo, ker obenem tudi ne boš najdel McLarena, ki bi bil bolj vsakodnevno uporaben. Kontra športni logiki je krmiljenje malo manj neposredno, da avto ni tako nervozen, vzmetenje je za pikico mehkejš, pa kabina je med vožnjo tišja, bolj zatesnjena, kot pri vseh njegovih bratih. Pa tudi ne glede na to, kako boš ti avto nastavil, a bo vse skupaj nastavljen v normal, sport ali pa track mod, govorimo o nastavitvah motorja, pa tudi podvozja. Ne glede na izbran program vožnje, bo avto na cesti še vedno relativno prizanesljiv. Jaz tekmeca temu avtomobilu vidim recimo v kakšnemu Audiju R8, tudi ti zna to kar dobro narediti. Pa valjda, glede na to, da je ta avto tako športno prestižen, je enih barvnih kombinacij, ki si jih lahko zmisliš kot kupec McLarena velik, meni tale recimo ustreza zelo. Kar se pa tiče dizajna, poteze tečejo tako lepo organsko, ostrih odsekanih potez praktično ni, daj sam sopotnikova vrata poglej. Pa všeč mi je recimo, kako je tale sredinska konzola lebdeča, mislim, to besedo so uporabili pri McLarenu tudi zato, da so sprostili nekaj prostora za drobnarije, za telefone, za kakšno manjšo pijačo, še tukaj imam prostor, da tukaj v tem predalu sploh ne govorim. Pa tudi generalno pa uporabniško mi tole z estetskega vidika ustreza. Preprosto, minimalistično, tukaj zbiraš smer vožnje, naprej, nazaj. Ampak je pa tale vmesnik za znort nepraktičen. Stari, jaz se že 5 dan ne znam povezati z Bluetoothom, priznam. Vse občutljivost na dotik, pa minimalistična zasnova, ki prije do menijev, zgleda luštno, ampak uporabniško pa sam, bože mili, kva ste vi tukaj delali. Pa mogoče še to točno, tale avto je opremljen tudi z GT Upgrade paketom, to med drugim pomeni, da ima tudi Bowers & Wilkins ozvočenje z 12 zvočniki, jaz ne vem kam so jih dal, ker jaz jih vidim glihene 5. Nun ta 5 je tukaj na sredini. A veš, smešen je zato, ker vsakič, ko pogledam armaturno ploščo, imam feeling, da je en tip glih neko karaoke špilat, pa je mikrofon odložil točno sam. No, ampak če se vrnemo malo na ambient, na feeling, na izkušnjo. Stari, same dobre besede, materiali so odlični. Mislim, lej, jaz okrog sebe ne vidim, ki je dosti drugega, kot velik usna, pa velik carbon fiber. Lej,
carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Ne, stari, tega res veliko. Daj, prosim, lepo poglej samo volan. Leva, desna, spodnja prečka. Guess what? Carbon fiber. Carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber, carbon fiber. Pa tukaj okrog kabine ga je recimo tudi kar nekaj. Sprednja sedeža, tudi na daljših poteh, ne samo da sta udobna. Ta avto je čisto sposoben sem noter sprejeti tudi ljudi, ki so višji od 1,90 m, pa se ne bojo počutili utesneno. Je pa res, da so tipke za nastavljanje zica skrili tako, da jih detektivna najde. Kaj veš, kje so te tipke? Tukaj let spodi, zadi, nekje. A vidiš, tukaj le... A ja, pa kufr, da noter rekel sem na kufr pozabil, ta avto ima dva, enega tukaj le zadi, pa enega tukaj le spredi. Vidiš, ni toliko malo placa, zdaj gremo pa še na drugega, na ta večjega. A veš, ne glede na to, da sta spredi dve školjki, pa da voznika dobro ščitita, moraš biti vsem previden, kaj točno sem le položiš, da če se slučajno kaj zgodi, da to ne poleti po kabini. Pa čist na hitrico še motorju pa porabi, lej, tukaj spodaj je skrit, ne vidi se ga dobro, jaz tega tudi ne znam odpreti. Je pa drugače to 3,8 litrski V8 biturbo, enak motor, kot recimo v P1, poraba pa, stari, ne znam ti povedati, ker če bi se znal prekobacati čez potovan računalnik, pa tam kaj pogledati, bi to naredil, ampak ain't gonna happen. In če bi moral črto potegniti udoben, luksuzen, hardcore športen GT, ki mu ni narodno iti na progo, pa tam totalno razturiti, a veš, ravnine, kada jih ni. A ja, pa največji party piece tega avtomobila, ne, bom oboja vrata odprl, boš videl, kako to dobro zgleda. Kaj enkrat začneš tole dvigovati, ne, se ljudje samo ustavljajo, pa telefoni ven, pa slikati, pa take fore, kar je čisto razumljivo. Še jaz to ves čas delam, ko imam avto na testu. Mislim, človek boži, če ti pa tale look ni všeč, pa ti pa ni pomoči. Ok, gremo na Corollo. Evo jih Toyota. Veš, od katerega leta jo že delajo, ne? Od leta 66, zdaj je to že 12. generacija, pa ne sem to, jaz se še spomnim, ko sem pisal svoj prvi test Corolle. Takrat vem, da sem že v uvodu napisal, da so jih do takrat, do tistega leta, izdelali 28 milijonov. Zdaj pa fast forward, ne švoh 15 let, danes smo pa že na 46 milijonov. Je pa Toyota Slovenija danes sem pripeljala vse tri karoserijske izvedbe, tale, ki jo gledaš ravno, kar je karavan, tale vidiš je sedanka, limuzina, tale pa tista, ki se bo prodala največ, to je pa kombi limuzina. So pa tako malo za feeling pripeljala sem le še eno. Tale tukaj je pa že polnoletna. Točen 18 let je stara. A veš, pri ta novi Corolli je tako. A ja, mimogrede, Corolla ime se je spet vrnil, ne? Se veš, da zadnje koliko 2-3 generacije je bil Auris. V glavnem, pri ta novi Corolli pa Toyota rekla tako, mi smo zdaj tistim trem osnovnim stebrom, kakovost, vzdržljivost pa zanesljivost, dodali še enega, emocije. Se o tem smo govorili že pri kakšnemu drugemu njihovemu avtu, recimo pri CHR-u, pa konc koncu pred kratkim pri RAV4. Pa eno stvar velja še poudariti, velik del razvoja tega avtomobila se je zgodil v Evropi, predvsem na področju dizajna, pa veš kje še, voznih lastnosti, valjda. Drugače pa tudi pri tem avtu vse skupaj bazira na tisti platformi, o kateri sem že pri RAV4 govoril, TNGA se imenuje. A veš, ta zadeva koristi na več področjih. En je recimo vozni položaj, le točen kako pa na kakšen način. Corolla je prvi Toyotin avto, pri katerem boš lahko zbiral med dvema različnima hibridnima sklopoma. Le takole nekako zgleda primerjava v številkah med šibkejšo pa močnejšo izvedbo. Pa še ena stvar se mi je zdela zelo interesantna, prosim lepo primeri osnovno serijsko opremo pri Corolli z dvema tekmecema. Na sliki, ki jo bom zdaj dal, sta to tekmec K1 pa K2, pa za K1 lahko rečem, da je to Golf, K2 je pa Focus. Zdaj pa poglej, kaj dobiš serijsko pri tem avtu, na kaj treba pa drugod doplačati. A ja, v dizajnu nisem nič rekel. Lej, tale kader ti pove vse, kar rabiš vedeti takole na hitrico. Mal jezna zgleda, ne? Tudi jeza je ena taka emocija, ampak v kombinaciji s tem avtom predvidevam, da taka, ki bo prinesla tudi lušne stvari, ne samo eno jezo, zato ker moram priznati, da avto takole uživa zgleda fejst impresivno. No in to je to, kar se na grobo pa res na hitro tičete nove Corolle. Ah, tudi avtovi imam, pa so na tej. Včasih. Če ne greva... Pa naj tako se mi zdi, da... Okej, tak, zdaj pa se umiri. Zakaj tako čudno se čuti? Kaj se čuti? Tak nekaj mi je čudno, drugače mi je. Ja, tvoja ritka je 2 cm na tlemi, samo moče to. Ne, prosi. Jeri, pusti zdaj, pa to ne moraš verjeti. Če si Herma, znaš dobro voziti, te pa. Nič mi ni. Daj, ne, res. Nisem se vrla, Tako sprijem. Zdaj
pa ti nekaj razložila, ne? Tudi tvoj stari šarmerski pogled na te mlade šmrkle, kakšen šamar ti mu stisnila pizderja. Kakšen šarmerski pogled, ko je stari? Hej, baby! Lahko en krov. Joj, samo mene stradam, ko znova prisežem. Glej naravnost. Pogled naj bo usmerjen na kakšno fiksno stvar. Na konc ravnine, recimo. Glej naprej, glej! Stoj! Mamica! Ne, okej. Smejala si bom. Oh, fuck. In lahko tam avto malo po šrek postavim, če hočeš, da veš, kako to zgleda. To sploh ni drifting, to je sam power slide. Sam pohodaš, le. Če imam feeling, da boš da jebo. To je kontrolirano. Kura, kontrolirano, pripejne meje. Daj, če navijim pike me motijo. Pike da izbriši. To so kapljice. Spadi grem pa bruha.